Živijo. Danes je z nami strokovnjakinja za brand in spletne strani, Maja Ojsteršek, ki s svojim holističnim pristopom pomaga podjetnicam in podjetnikom in vsem ostalim, ki boste to še postali, kako od oblikovanja do postavitve branda in spletne strani, da zaživite svojo vizijo, svoje poslanstvo in da ste pri tem profitabilni. Tako da, draga Maja, toplo dobrodošla. Hvala za vabilo. Sem v bistvu bila ful počaščena, ko sem dobila tvoje vabilo, da se bova v bistvu slišale pa malo predebatirale. Tako da upam, da bodo tudi poslušalke, poslušalci, če mogoče so, imeli veliko od tega pogovora. Super, Maja, hvala tebi, da si se odzvala. Moje prvo vprašanje pa je, kljub temu, da sem podjetnica, da se s tem ukvarjam, kaj je pravzaprav brand? Ker veliko govorimo o tem, ampak kaj pa je to brand? Ja, okej. Zdaj, jaz recimo v svoji skupnosti ful velikokrat slišim, da ko nekdo začenja, ima občutek, da v bistvu ne rabi ustvarjati svojega branda. Velikokrat recimo slišim, okej, jaz sem na začetku svoje poti, zdaj nekaj se podajam, začnem delovati poslovno, nisem še tako daleč, da potrebujem brand. Ampak v resnici, v današnjem času brand v bistvu ni več noben luksuz, ampak je čisto nekaj nujnega, kar vsak ustvarja na vsakem koraku, ne glede na to, ali ima sploh posel ali ne, pa ali se tega zaveda ali pa ne. In potem je v bistvu samo vprašanje tega, ali se zavedaš in namerno ustvarjaš brand, ki želiš ga ustvarjati, ali pa ne. Torej, govorim v bistvu zdaj to o osebnem brandu, Če se pojaviš recimo v javnosti, imaš to svoj brand, Zdaj, ali si podjetje oziroma ali si podjetnik, podjetnica, ali se ukvarja s podjetjem ali pa ne. Tako da v prvi fazi v bistvu brand je res, ima vsak posameznik osebni brand in potem v bistvu lahko se gradi tudi poslovni brand, ki je pa potem lahko ali kot tvoje podjetje ali kaj podobnega. Se pravi, to je en taki občutek, ki ga imajo potem tvoje stranke, tvoje potencialne stranke ob tem, ko pridejo v stik s tabo oziroma z tvojim podjetjem. Super, hvala. Ja, ker velikokrat se mi zdi, da mislimo, ko omenimo brand, da mislimo na logotip. Ja. Ni to isto, Brand je veliko več, Se pravi, brand je ta osebnost, ki jo ti predstavljaš navzven, če sem te prav razumela. Točno to, ja. Jaz sem to zdaj pač zelo seveda poenostavila, za razumevanje, pač brand seveda ni samo logotip ali pa ni samo spletna stran, ampak je v bistvu bolj ta občutek, ki ga imajo ljudje ob tebi. In je v bistvu zajema, del branda je seveda tudi celostna grafična podoba. To je pač logo, barve, vse izgled. Je tudi izgled spletne strani, sama spletna stran, ampak brand je v bistvu večja celota, tudi vsi občutki, vsa energija, ki je v to vpletena, tudi sporočilnost in tako naprej. Tako da v bistvu res veliko več. Super, hvala za to razlago. Mislim, da je zdaj veliko lažje potem tudi vedeti, kako začeti. Kaj bi pa ti predlagala, recimo, če imaš samo idejo, da še nisi nek podjetnik, da imaš idejo, ki bi jo želel dati v svet. Kako začeti, kaj narediti najprej, da bo seveda potem to vodilo v uspeh, tudi na področju financ, na področju posla? Ja, zdaj, ko dobimo neko idejo, pa še ni mogoče nič pretestirano. Jaz bi rekla, da preden v bistvu sploh začneš se ukvarjati ali z ustvarjanjem branda, spletne strani, karkoli, je fino, da se ta ideja začne testirati. Torej, da enostavno daš idejo v svet oziroma pač pripraviš seveda neko ponudbo, da lahko pretestiraš, ali sploh je neko osnovno zanimanje, pa na drugi strani je tudi fino pretestirati to, da ugotoviš, ali sploh je tebi fino to delati, ali je to mogoče bila samo ena zgodba v tvoji glavi, Recimo, primer, velikokrat se recimo zgodi, da nekdo želi biti, mogoče nek coach in potem, ko začne se ukvarjati s tem, ko začne res delati na tem, ugotovi, da to mogoče ni najbolj prava pot za njega osebno. In zato je v bistvu fino preveriti, ali je sploh na trgu neko povpraševanje, zanimanje, potreba po tem, ali to idealne stranke, ki si jih zamisliš, sploh si želijo, sploh imajo problem, ki ga ti s tem rešuješ, ali pa ne.
In potem, ko v bistvu to pretestiraš in ugotoviš, da pač to je nekaj, kar želiš naprej pretestirati oziroma delovati, seveda ne pomeni zdaj, ko testiraš, da moraš imeti vse v nulo že pripravljeno, vse res tipi-topi narejeno, razmišljeno, kako bo ponudba in vse, ampak samo osnovno, da pretestiraš, a ne? Da se ne vržemo takoj v idejo in potem ugotovimo, to ni to. In potem, ko imaš neko pretestirano idejo, kaj bi bil tvoj posel, potem pa zmeraj začnem predlagati oziroma svetujem, da začneš v bistvu z iskanjem strank, če še jih nimaš v fazi testiranja, in zraven tega je fino pač, da začneš z gradnjo brenda. In ponavadi potem, ko to rečem, a ne, da začneš graditi svoj brand, podjetniki pa podjetnice potem ponavadi dobijo prvo idejo, bravo, jaz rabim zdaj takoj spletno stran, pa rabim logo oblikovati. A ne? In To je grejo bilo moje najprej vprašanje, če je to nujno na začetku. Ja. Ne, jaz celo odsvetujem, ne tega prvo delati. Pa sicer čisto razumem, da v bistvu se veliko ljudi tega loti najprej, ker je pač najbolj za pokazati. A ne? Ker če imaš ti logotip, pa ga hitro lahko daš povsod prilimaš, pa že izgledaš kot podjetje, a ne? Če imaš spletno stran, lahko hitro rečeš, ok, to je spletna stran. Ampak kaj je problem v tem? Problem pri tem v bistvu je to, da nimaš postavljenih temeljev za tvoj brand in potem v bistvu, ok, logo ima neko funkcijo, pač mogoče je neka vizualija, nima pa glavne funkcije. In glavna funkcija pri celostni grafični podobi je, da v bistvu že na prvi pogled pritegne tvoje idealne stranke. A ne? Da ko bo idealna stranka nekaj videla, bo takoj vedela, wow, bo spodbudilo neko zanimanje, kaj to je, da me pritegne. A ne? Zdaj recimo eden taki, mogoče malo banalen primer, ampak mogoče še za boljšo predstavo, je recimo, da si nek fitness trenerka recimo. In zdaj, če se usmeriš kot fitness trenerka ti na mlade mamice, a ne, ali pa na bodybuilderje, recimo lahko hitro ugotoviš, da bo verjetno vizualna podoba teh dveh brandov čisto drugačna. A ne? Vizualna za recimo neke mlade mamice bo mogoče zelo svetla, zelo vesela, mogoče kakšna roza barva, govorim zdaj pač kratko, ampak za predstavo, ne? Na drugi strani pa lahko za bodybuilderje vizualna podoba čisto nekaj drugega, bo fokus na mišicah, kako so, a ne, si mogoče kar lahko predstavljamo, da so ene take mišice, črne slikce oziroma take temnejše, pa veliko kapljic potem po mišicah in tako naprej. Skratka, point je, da v bistvu je že vizualna podoba, torej logotip in vse ostalo, je čisto odvisno glede na to, kam targiramo. Zaradi tega je v bistvu blazno pomembno, da ne štartamo z logotipom, da ne štartamo z spletno stranjo, a ne, ker če tudi začnemo z spletno stranjo in nimamo postavljenih temeljev za brand, potem je v bistvu problem v tem, da spletna stran bo enostavno ne bo delala. Ne bo imela funkcije, ki si jo želimo kot podjetniki, to je, da pretvarja obiskovalce v stranke. Ne? Ampak bo samo kot en taki, jaz rada rečem temu, okrasek tvojega brenda. V bistvu brez kakršne funkcije. In to je ful pogosto, kar se dogaja. Ok, to mi pa povej, kako pa je kaj so tisti postopki, res, kaj je tisto, kako začeti, ko si čist na začetku. Potem imam pa še vprašanje tudi za tiste, to, kar sem jaz, ker nisem čist na začetku, kako pa mi lahko svoj brand naredimo, da je bolj prepoznaven mogoče, oziroma da je bolj, da takoj, ko vidijo nas, da nas povežejo tudi z vsem tem, kar počnemo. Tako da najprej začetke, kaj so postopki, potem pa greva še na podjetnice. Odlično. Se pravi, kar jaz vedno svetujem, je, da začnemo pri temeljih brenda, da jih postavimo. In zdaj mogoče bo kdo mislil, da temelji brenda, to je nekaj kar tako, da mogoče pač napišemo neki spis, ne, ali pa nekaj si zamislimo in je to kar nekaj, kar ne bomo uporabili. Ampak ne, jaz govorim v bistvu o temeljih brenda, kjer najprej moramo si razjasniti, kaj je naša vizija. Kaj je naša vizija za brand? In to ni vezano samo za nas, na nas, kaj si mi želimo doseči, koliko želimo zaslužiti. Tudi to je, ampak in tudi to je prav, da imamo vizijo, ampak da imamo tudi širše vizijo, kar želimo v svetu narediti, kaj želimo spremeniti, a ne, da imamo res to širšo vizijo, ne samo vizijo, to, kar smo mogoče zdaj zelo na začetku. Potem je zelo pomembno, da razmislimo tudi o tem,
kako se bomo na tržišču pozicionirali. Čist mogoče za primerček, a želimo delati neke bolj storitve ali imamo produkte za višje cenovne, ali bo to nekaj nižje cenovno in dostopno večjemu številu ljudi, Potem je pozicioniranje tudi v smislu, kako želimo, da bodo drugi dojemali naš brand, kako se bodo ob nas počutili. Recimo, ko bo nekdo stopil z nami prvič v stik, ali preko sporočila, da nam pošlje, ali bo videl objavo na družabnih omrežjih, ali srečal mogoče na kakšnem pogovoru, na kakšnem intervjuju, kakšen občutek želimo pri tej naši potencialni idealni stranki, da se zbudi, kako se naj počutijo ob nas, in tudi kakšen bo potem naš glas, kakšna bo naša sporočilnost in vse to. In seveda najbolj pomembno, kar pri tem je, da oblikujemo v bistvu, kdo je sploh naša idealna stranka. Ker če nagovarjamo in govorimo vsem, nas nihče ne bo slišal. In če grem nazaj na tisti primer, ko sem prej rekla za fitness trenerko, seveda ne bomo nagovarjali verjetno mladih mamic pa bodybuilderjev na enak način. Zaradi tega, ker nimajo enakih ciljev, ker nimajo enakih potreb, ker želijo biti fit, to je njihova skupna točka mogoče, ampak je glavni cilj nekje čisto drugače. In če mi nagovarjamo mlade mamice, nas verjetno bodybuilderji ne bodo slišali. Če nagovarjamo pa bodybuilderje, nas pa mamice ne bodo slišale. Če smo pa preveč splošni in hočemo nagovarjati vse, potem pa v bistvu nas noben sploh ne bo začutil, sploh ne bo imel tistega občutka, da je to nekaj za njih. Zato je zelo pomembno, da res se fokusiramo in da gremo služiti naši idealni stranki. Zakaj? Ker v tej situaciji bodo v bistvu vsi vpleteni zmagovalci. Mi, ker bomo lahko maksimalno pomagali in podprli naše stranke, na drugi strani bo pa tudi v bistvu naša stranka imela maksimalne rezultate. Ker bomo imeli tudi našo ponudbo, pisano njim na kožo, tako, ki se jim v bistvu ne bo mogla upreti, ker bo pač res specialno pripravljena za njih. Zraven tega, pri temeljih je seveda potrebno tudi, da oblikujemo potem, ko imamo vse to postavljeno, na podlagi tega oblikujemo tudi, kakšno ponudbo želimo dati na trg, torej pisano na kožo tej idealni stranki, da postavimo v bistvu tudi 3 glavne stebre našega posla. To so torej dohodki, kako bomo pridobivali finance, ker pač tukaj govorimo o poslu, ne o hobiju, in fino je, da mogoče imamo te dohodke oziroma prilive, da so pač iz različnih virov zaradi varnosti. Potem je pomembno, da se odločimo, na kakšen način bomo stopili pred novo občinstvo, da bomo gradili to prepoznavnost, in tudi 3. steber, kako bomo naš posel optimizirali, da bo čim bolj lean oziroma ne vem, slovenščini, kakšen je točno prevod, ampak skratka, da naš posel v bistvu deluje čim bolj avtomatsko oziroma da vse, kar se da, recimo avtomatiziramo in da to delamo sproti. Da ne čakamo, sej, ko bomo pa imeli velik posel, takrat se bomo pa ukvarjali z avtomatizacijo. Recimo velikokrat pridejo tako, da v bistvu slišim sploh tiste na začetku ali pa mogoče, ker še niso toliko zaposleni, da rečejo, pa sej jaz to lahko vse ročno delam. Mislim, mogoče zdaj v tej fazi lahko. Zelo znano, velikokrat podjetniki tudi, jaz opažam pri sebi, želiš delati sam stvari, ki pa jih v bistvu lahko nekdo drug naredi zate veliko hitreje, veliko bolj strokovno in z veliko manj vložka časa in energije. Tako da tukaj se popolnoma strinjam, zelo je pomembna ta avtomatizacija vsega, kar se da na spletni strani in pa tudi, kaj še v zadnjih veliko drugih sistemov, da si na ta način zelo pripomoremo. Ker čas je res ena izmed kvalitet, ki se je moramo zavedati, da je edino časa ne moramo kupiti, vse ostalo lahko dobimo. Čas je pa tisto, ko enkrat gre, ga ni več nazaj. Zelo zanimivo mi je bilo to, kar si rekla, da prvi temelj je vizija. Se pravi, res je pomembno najbrž to, da se usedeš sam s sabo, da res pogledaš, kaj je tisto, kar ti želiš dati svetu. In to mora biti najbrž tudi povezano s tem, kar je nekako tvoje poslanstvo, da vse to potem spišeš. In jaz vem, da tudi tehnika, da napišeš, da ne napišeš na računalnik, ampak na roko, je veliko močnejša, kot če na računalnik delamo stvari. Tako da tukaj mi je res zelo, zelo pomemben temelj. Hkrati pa ta idealna stranka.
povej mi, kaj moramo vse pri idealni stranki napisati. A sem tako, mislim, koliko globoko moramo iti v idealno stranko, oziroma kaj sploh to pomeni idealna stranka? Ja, to s pisanjem se popolnoma strinjam in ja, ima čisto drugačen učinek. Zdaj, pri idealni stranki je v bistvu na spletu recimo lahko velikokrat najdemo kakšne priročnike pa načine, kako pač lahko naredi se profil idealne stranke in da tam potem napišemo, kako je ime, slikco, iz kod prihaja in vse to. Zdaj, to so super pripomočki, ki nam lahko pomagajo in so narejeni v bistvu nekako splošno za nek posel. In to je seveda čisto okej. Zdaj, kar je tukaj pomembno vedeti, je, da ni nujno, da zdaj moraš vse te podatke imeti tudi ti za svoj posel. Pri idealni stranki je v bistvu pomembno, da jo res zelo dobro poznaš. Zdaj, kako ti bo to pomagalo oziroma kako se tega lotiš, lahko se tudi poigraš. Zdaj, recimo, z mojimi strankami jaz delam v bistvu delamo bolj interaktivno, kjer imamo delavnico in postavimo idealno stranko in v bistvu ne postavimo samo ene, ampak postavimo 3. 3 profile. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu potem jaz sem v bistvu nekako razvila en malo drugačen sistem, ker ko imamo postavljene 3 idealne stranke, lahko dobimo 3 malenkost drugačne perspektive. Ampak na koncu pa idealna stranka v bistvu je nekako en profil. Ampak lahko se pa malenkost razlikujejo. Zdaj, kaj vse vključiti, je čisto odvisno od vsakega, od posla do posla, od brenda do brenda, kaj ponuja. Pomembno pa, zelo, zelo pomembno pa je, da vemo, da jo poznamo in da tudi vemo, na kakšen način ta stranka deluje, oseba, in kaj so njeni problemi. Kaj so njeni največji problemi, sploh vezani za to našo ponudbo, z našim delom. Tu so potem taki dragulčki se skrivajo, ki jih včasih potem pozabimo. Zdaj, če je smiselno za naš posel, za nas brand, da določimo, ali stranka prihaja iz mesta ali prihaja iz podeželja, potem seveda to vključimo. Če to ni pomembno, potem pač lahko mogoče vključimo, pa ne damo toliko pozornosti ali pa ni toliko pomembno za naš posel. Tako da to je v bistvu čisto odvisno od brenda do brenda, od posla do posla, s čim se ukvarjaš, pa potem kaj je v bistvu tiste bistvene informacije, da so. Maja, daj mi zaupaj, a je samo ena idealna stranka, ko imaš svoj posel, a je lahko več idealnih strank? Zdaj, če imaš eno ponudbo, če imaš eno ponudbo, potem je fino, najbolj idealno je, da imaš za eno ponudbo eno idealno stranko. Če imaš več ponudb, potem je mogoče fino, da mogoče osvežiš, ko delaš recimo neko novo ponudbo, da osvežiš to svojo idealno stranko in se vprašaš, a še je zmeraj točno ta, ali jo moraš malo mogoče prilagoditi. In tudi, ko si že prej rekla, kaj pa tisti, ki že imajo posel, ki so že v poslu, recimo mogoče tako kot ti, in pridejo do točke, ko je treba mogoče ponudbo ali pa posel se nekaj transformira, pride na tržišče nekaj nova ponudba. Takrat jaz vedno priporočam, da se vprašamo, da se vrnemo nazaj na temelje in se vprašamo, a še to vedno vse stoji, ali je treba mogoče kaj prilagoditi, spremeniti, da bo zdaj delovalo za novo. In enako se vprašamo tudi za idealno stranko. Je idealna stranka še zmeraj takšna ali ne? Zdaj, super. Po mojem sistemu pač sicer postavljamo za brand nekako 3 idealne stranke, zaradi tega, da dobimo malenkost drugačne perspektive. Mogoče malenkost drugačne profile, ampak načeloma je bolj ali manj to ena in ista oseba. Odlično, super, hvala za ta pojasnila. Zdaj temelje nekako smo obdelali. Kaj pa potem, ko temelje mi postavimo? Kako pa potem nadaljujemo? V bistvu, ko imamo temelje postavljeno in ko nam je kristalno jasno, komu služimo, kakšna je naša vizija, ko imamo to jasnost, šele potem se v bistvu gremo na to, kako bo naš brand izgledal. Torej na celostno grafično podobo, kakšne barve bomo uporabili, kakšen bo logo. Ker v bistvu celostne grafične podobe v bistvu je v tem, da ko bo nekdo videl nek plakat mogoče ali pa nek reklamno zadevo, bo takoj vedel, aha, ok, to pa je nekaj mogoče zame. Ker jih bo avtomatsko pritegnilo. In ko imamo v bistvu postavljeno res celostno grafično podobo, je seveda zelo pomembno, da to potem tudi konsistentno uporabljamo. Torej predvsem barve, fonte, da je zmeraj dajemo v javnost isto sporočilnost.
Da ima ta brand v bistvu naš tudi preko vizuali tisto sporočilnost, ki ga želimo v bistvu dati. To je povezano na naše poslanstvo, na našo tisto osnovno vizijo. A ne? In potem na podlagi, ko imamo v bistvu že celostno grafično podobo, lahko pa gremo naprej z spletno stranjo. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo v bistvu, vemo, kako bo spletna stran približno okvirno izgledala, ker imamo postavljeno celostno grafično podobo in potem vemo točno, komu služimo, imamo že pripravljeno ponudbo in je potem se potrebno posvetiti spletni strani. Zdaj, na spletni strani je seveda super, da imamo tudi nek avtomat oziroma nek sistem, kjer bodo stranke potem, ko bodo prišle na spletno stran, da se bodo začele pretvarjati v stranke, obiskovalci v stranke. A ne? Ker včasih se moramo opozoriti tudi to, da mi ko imamo recimo svojo spletno stran, si mislimo, joj, kak je lepa, kak je super in imamo občutek, da bojo zdaj vsi obiskovalci imeli takšen občutek. A ne? V resnici pa obiskovalec, ko pride na spletno stran, če takoj ne najde informacij, ki jih išče, načeloma bi to naj veljalo nekje za 5 sekund, bi naj dobil ta odgovor, ali je to stran za njega oziroma za njo, ali ne. In če mu teh informacij ne damo, potem ga lahko hitro izgubimo. In zavedati se moramo tudi, da nekdo, ko prvič pride na našo spletno stran, se najverjetneje ne bo ob prvem obisku odločil za nakup. Zato je zelo fino, da imamo nek sistem, da ga obdržimo v tej svoji bližini in da z njim začnemo graditi odnose in ga potem počasi, če je to res prava stranka, seveda, da ga vodimo skozi ta proces, da potem postane tudi stranka. A ne? In mogoče še samo eno mini opozorilo, oprosti, jaz kar padem not, mini opozorilo, da o tem, ko jaz govorim, da tukaj nekako pretvarjamo stranke v obiskovalce, pa iz obiskovalcev v stranke ali karkoli takega, tukaj v bistvu nikoli nimam jaz v mislih dobenega zavajanja. Zmeraj pač imam, ali pa o ponudbi, ali čemarkoli govorim, gre v bistvu vedno za neko interakcijo, kjer so vsi zmagovalci v tej interakciji. Se pravi, jaz kot podjetnik, zaradi tega, ker pač imam nov biznis, ker lahko pomagam večjim in večjim strankam in tudi stranka, ker bomo rešili res učinkovito njen problem. Ne gre za zavajanje, da bomo jo zdaj nahecali, da bo zdaj naredila nakup, pa bo potem razočarana ali karkoli. Ampak, da smo res vsi zmagovalci. No. Tako je, to je tudi cilj teh, bom rekla, novodobnih podjetnikov oziroma vsakega podjetnika, da dejansko opolnomoči svoje stranke za svojim znanjem. Zdaj si govorila o spletni strani, končno smo prišli na spletno stran. Povej mi, si rekla, 5 sekund imamo, da dejansko obiskovalec ostane na spletni strani. Kaj pa je potem, so tiste sestavine, ta prva stvar, ki mora prav butniti ven, da obiskovalec pogleda, da ga res pritegne in da potem pogleda še kakšne druge podstrani spletne strani. Se pravi, ko pride nekdo na našo domačo stran, v bistvu mora odgovoriti na vprašanje, ki je najbolj pomembno. A je tu nekaj, kar jaz iščem? A je tu rešitev za moj problem? Torej, govorimo za obiskovalca. Ne? In to mora biti zelo jasno in zelo hitro. In včasih se zgodi, da podjetniki pa podjetnice želimo se tukaj tako lepo poetično izražati in napisati na domači strani dobrodošli, pa potem skoraj kakšne poezije napisati, ampak to ni bistvo. Tukaj izgubimo v bistvu obiskovalce. Tukaj je v bistvu res zelo pomembno, da jim zelo jasno povemo, kaj je tukaj za njih, pa če je to, kar oni iščejo, in potem seveda tudi, kako jim bo to pomagalo mogoče v njihovem življenju. In tretji nujni element je, da damo klic k akciji. Ta klic k akciji je pa čisto odvisno, kaj je najbolj smiselno, da oni naredijo kot prvi korak. Lahko je nakup, lahko je pa mogoče, da jim ponudimo neko brezplačno zadevo, neko brezplačno ponudbo. Da od zadaj v bistvu gradimo svojo mailing listo. To je vezano na tisto, kar smo prej govorili, da ko nekdo prvič pride, se verjetno ne bo odločil takoj za nakup in mu tukaj mogoče lahko damo mi eno tako brezplačno ponudbo. Ampak velika napaka, ki tukaj se potem dogaja, da je ponavadi ta brezplačna ponudba nima vrednosti za obiskovalca. In potem je lahko naredi več škode kot koristi, ker bo ta brezplačna ponudba mogoče neko razočaranje, ko se bo recimo enkrat prijavili. Zato je tukaj zelo, zelo pomembno, da je ta brezplačna ponudba res narejeno nekaj
velike vrednosti, visoke vrednosti in pa res super privlačno za to našo idealno stranko, ker ko bo prišla ta idealna stranka recimo na našo spletno stran in bo videla to brezplačno ponudbo in se bo mogoče prijavila na to brezplačno ponudbo in jo bomo po domače povedano mi potem sezuli s to našo brezplačno ponudbo, ker bo tako vrhunska, kaj bomo se zgradili? Odnose bomo začeli že takoj na začetku graditi fantastične in zaupanje bo šlo takoj v vrhunsko, a ne? Takoj bo prišlo do nekega večjega zaupanja, dobrih odnosov. In če imamo potem res mi naprej še potem zgrajen sistem, da še naprej gradimo za to tem obiskovalcem, še naprej dobre odnose in gradimo, nas bo verjetno na neki točki ta obiskovalec potem dovolj spoznal, da bo lahko naredil naslednji korak. Sploh, če gre za mogoče kakšne višje cenovne zadeve. Ampak ni pa nujno. Super. Se pravi, moramo res celostno gledati na brand in potem se pravi, del branda je pa potem tudi spletna stran, ki ni prva postaja, tako kot včasih res mislimo, najprej mora imeti spletno stran, potem mora imeti logotip, potem bom pa začel delati stvari, ki si jih želim, ne. Se pravi, super si nam podala za in temelje in potem za nadgradnjo, kako delati. Zdaj se bom pa pomaknila še na vse tiste ženske, ki pa že imajo mogoče svoje podjetje, ki že gradijo svoj brand, ki že imajo spletno stran. Kaj bi pa tukaj predlagala? Kje najprej pogledati, da bojo potem res največji te učinkovite spremembe in da bo pač doprinos teh idealnih strank v naš, tako bom rekla, spletni lijak, a ne? Ja, zdaj, jaz velikokrat dobim to vprašanje, a ne, da ni ali ni prodaje, ali želijo večjo prepoznavnost, ali karkoli je tukaj vmes, a ne, kar je povezano, in potem ponavadi dobim sporočilo, okej, ampak jaz že imam brand, jaz že imam spletno stran, ampak ni pa rezultatov. Kaj zdaj naj naredim? A ne, to je recimo najbolj najbolj pogosto. In potem, ko gremo v bistvu začnemo klepetati oziroma se pogovarjati, iskati v bistvu, kje sploh je problem, zakaj ni rezultatov, ki si jih želijo, pridemo v 99,9% do zaključka, da nimajo postavljeno dobro temeljev. In to je večinoma. Tako da, če tudi ti nimaš rezultatov ali pa katerakoli, ki posluša, naj se najprej vpraša, a imam res temelje postavljene in naj si, recimo zadnjič sem se z enima čudovitima podjetnicama pogovarjala in nikakor me nista mogle slišati, da v bistvu karkoli boste zdaj naprej delale, če nimaš ti postavljenih dobro temeljev, ne bo učinka takšnega, kot bi lahko bil. Tudi če si finančno ali pa časovno že veliko vložil v spletno stran, v brand, v oblikovanje in tako naprej, ne se zdaj zapirati oči, pa govoriti, ne, to že jaz vse imam, pa si prepričevati, boljše je odpreti oči, pa čim bolj nevtralno pogledati na to, a je to, kar še deluješ ali ni, ali je treba mogoče še kaj v temeljih spremeniti in potem bo veliko lažje iti naprej, tudi dolgoročno graditi na ta način brand. Tako da vedno bi jaz svetovala, da se vrnemo na temelje, a ne. Seveda pa, če se zdaj s tem ne ukvarjaš, kar je čisto razumljivo, a ne. Če se ne ukvarjaš, tako kot se jaz pač dnevno ukvarjam z postavitvijo branda in spletnih strani in vsega tega, mogoče niti ne veš, kaj gledati. V tem primeru je pač fajn, da potem poiščeš ali kakega mentorja ali kakšno mogoče zunanjo pomoč, da dobiš neki feedback, da te lahko potem peljejo, da ti pomagajo do tega, da res narediš dobre rezultate in tiste spremembe, da bojo potem imeli nek učinek, a ne. Da potem to ne izgleda samo tako, da na spletni strani zdaj gledaš, okej, ampak jaz moram imeti mogoče malo drugačne slikce in potem pričakuješ rezultate, neke blazne, a ne. Ali pa prestaviti levo pa desno, zdaj pa se bo spremenil svet. Mislim, mogoče bo neki rezultati, ne bodo pa takšni, kot bi lahko bili, definitivno. Ja, se popolnoma strinjam. Je pa mogoče še tukaj en vidik. Mi kot strokovnjaki, vsak podjetnik, podjetnica ali pa nekdo, ki začenja, je pač strokovnjak na svojem področju. In imamo te slepe pege, a ne? Ko včasih ti misliš, da vse razložiš, da si vse jasno napisal, ampak ko pa nekdo, ki nima pojma, recimo jaz, ki se ukvarjam s kristali,
ko dam nekomu, ki nima pojma o kristalih, za nekaj za prebrati, mu pa ni jasno, kaj piše. Tako da tukaj je po moje tudi včasih zelo dobro, da pogleda vse to, kar je na spletni strani, na način, ko mi komuniciramo, tudi oseba, ki nima pojma o tvojem brendu, o tvojem izdelku ali pa tvoji storitvi, da ti da en tak pogled. Kaj ti misliš glede tega? Ja, to je lahko super test. Mogoče ni najboljše, da so to naši bližnji, recimo kakšen partner ali pa kaj, ne? Partner najbrž ne sme biti, a ne? Ja, ker bojo verjetno rekli, super je, ti si najboljša, a ne, v tem stilu, pač čisto dobronamerno, ne mislim nič slabega, ampak če pa dobimo recimo nekoga, kakšno našo potencialno idealno stranko in ji damo ta test mogoče, ali pa malo samo povprašamo, saj ni nujno zdaj, da ji vzamemo ful časa, lahko je mogoče samo povprašamo, kaj je bilo všeč, kaj ni bilo všeč in hitro dobimo lahko super feedback. Ker tako kot si rekla, ko smo mi ful globoko v svojem poslu, imamo te slepe pege in sploh ne vidimo druge perspektive, da lahko mogoče napišemo neko besedilo, ki ga mi nekako razumemo, a ne? In stranka, javnost, ko bo prebralo to besedilo, bo razumelo nekaj čisto drugega. Recimo zadnjič sem imela en taki primer, da v bistvu sem imela eno podjetnico, ki mi je razlagala, da ima logotip in da to je ta prav logotip, ki ga ona, da je to, kar ona rabi. In potem, ko sem jaz ji povedala, da ta logotip nima sporočilnosti, ki jo ona želi, pa da sem jo pretestirala tudi pri drugih ljudeh in da so mi enako potrdili, kot sem jaz videla, nikakor ni želela recimo tega slišati, ker je ona si ustvarila zadaj recimo zgodbo, kaj ta logotip pomeni. Ampak če to javnost ne vidi enako, potem tukaj v bistvu zamujaš zelo veliko priložnosti, a ne, ki bi se dalo izboljšati, ki bi se dalo narediti, da bo ta sporočilnost res veliko boljša. Ja, včasih je pogled nekoga zunanjega zelo, zelo dragocen in hkrati jaz opažam pri sebi, da je zelo dragoceno imeti tudi ljudi ob sebi, ki ti znajo tudi pomagati. In to na hitro, in pri spletni strani, in pri brendu. Včasih rabiš samo besedico, dve in si spet nazaj v svojem, mislim, tako res imaš jasnost in veš, kam moraš iti. Tako da tudi strokovnjaki na tem področju ste tako zelo dragoceni, Maja, da sem zelo vesela, da obstajaš, da si tudi v mojem življenju. In moje zadnje vprašanje pa je, povej mi, kaj bi ti svetovala, kaj bi predlagala podjetnikom, ki že imajo zdaj svoje podjetje, svoj brand, svojo spletno stran, tisti prvi korak, ki ga naj danes naredijo. Okej. V bistvu se vprašajo, zdaj, če mogoče še ne vejo, kaj je njihov cilj, kaj je njihov rezultat, kaj si želijo, da se najprej to vprašajo in potem začnejo v bistvu nazaj pogledati, zakaj niso pri tem cilju. Se pravi, če želiš imeti določeno število strank na mesec ali če želiš zaslužiti toliko pa toliko, a ne, da grejo pogledati, zakaj, kje je problem, da tega danes še ne živijo. In da potem grejo dejansko v akcijo. To, ker če samo pogledaš, pa če samo razmišljaš, se ne bo verjetno nič spremenilo, a ne, treba je iti v akcijo, potem pa implementirati, oziroma vsaj dati na koledar, da se potem začne nekaj spreminjati. Ja, velikokrat imamo veliko idej, implementacija pa malo peša, a ne. Tako da tudi tiste podjetnice oziroma ženske, ki si želite nekaj dati v svet, tiste, ki želite svojo vizijo zaživeti, pejte v akcijo. Tako kot je Maja rekla, najprej si spišite vizijo, da veste, kaj je vaša vizija. In hkrati potem poglejte, kako se vaša publika okrog vas odziva na to. In res je pomembno, pejte v akcijo, zaupajte vase, pejte v akcijo, ker na tak način rasteš, na tak način tudi dejansko potem se gradi tvoj brand in na koncu imaš lahko zelo uspešno tudi podjetje, če greš v tej smeri in hkrati tvoje življenje, tvoja kvaliteta življenja se spremeni, ker živiš sebe. Tako da, draga Maja, iskrena hvala, ker si bila danes z nami, da si nam podala te vidike o brendu, o kako začeti, kako postavljati temelje, da si nam dala jasnost glede temeljev. To mislim, da je res dragoceno, da imamo jasne podatke, kaj so tisti temelji, kje začeti. Da res ne začnemo prva stvar, grem logotip delati, ker, ne, kako si rekla, to je šele potem, ko imamo grafično podobo. Tako da res temelje naredimo, vedno so temelji glavni in temelji se imenujejo temelji zato, ker res držijo vso strukturo. Tako da
Hvala še enkrat, Maja. Drage ženske, ve pa, tako kot je Maja rekla, v akcijo, da bodo rezultati. Hvala ti za vabilo in ja, uspešno implementacijo vsem. Hvala.